brca v daljavo. Brca v daljavo? Zakaj pa? Ker bratranec Briburn in drugi v družini Apple v Jablovini mislijo, da bo njihova ekipa premagala ponijevce pri brcometu. Kaj? To je trapasto. Nihče ne premaga ponijevcev. Mislim, jaz bi premagala celo Jablovino pri brcometu z enim zvezanim krilom. Torej, lahko računam nate, da se boš pridružila ekipi ponijevcev? O ja, sem že zraven. Samo eno vprašanje imam. Kaj je brcomet? Moj mali poni, moj mali poni. Moj mali poni. Želim si vedeti, kdo v resnici si. Moj mali poni. Čarovnije ti z menoj delila bi. Pridi greva na potec, z nasmehom greva v isti svet. Deliti prijaznost je lahko, z malo čarovnije lažje bo, da si moj mali poni. Vedi, da si moj prijatelj ti. Torej je v bistvu brcomet najboljša igra vseh časov. Napad, obramba, ekipno delo, non-stop akcija, prav vse ima. Wow, Rainbow Dash, pa res veš veliko o tej igri. Jaz že slišala nisem za brcomet. Ja, v bistvu sem strokovnjakinja. Strokovnjakinja, ki tudi še slišala ni za igro, dokler ti nisem povedala. No, saj je nova igra. Najbrž vemo o njej več od večine in zato sem strokovnjak. Jaz pa o njej ne vem prav nič, a očitno vključuje mete in brce, zato je gotovo super zabavna. Gre za to, da je moj bratranec Briburn nekako prepričal Pegaza in Samoroga, da z njim igrata v jablovinški ekipi. In ves čas se hvali, kako bo njegova ekipa premagala našo. Pa, saj nimamo ekipe. No, če štejem Applejack in sebe, imamo že 2/3 ekipe. Zdaj potrebujemo še Samoroga in tu nastopita vidve. Saj veste, da nisva Samoroga, kaj ne? Očitno. Ti boš v moji ekipi in Fluttershy bo v Applejackini ekipi. Igrali bomo drug proti drugemu skupaj s Samorogi, ki bi radi igrali, dokler ne najdemo najboljšega. Kakšno olajšanje, ker sem svoj kostum Samoroga pustila doma. Vem, da vas je veliko tu, ker sem vam rekla, da je brcomet odlična igra. In čeprav je že najljubša igra družine Apple, vas je večina sploh ne pozna. Zato bo najbolje, da vam jo na hitro predstavim. 2 zemeljska ponija sta v napadu. Srečata se na sredi igrišča, kjer brcata. Oba skušata brcniti prva. In Pegas je v obrambi. Skuša ubraniti žogi, da bi zadela gol in jo poda nazaj zemeljskemu poniju svoje ekipe. Samo malo jo brcni, Pinky. Razumem. Samorogi pa morajo samo leteti s temi košarami po zunanjem robu igrišča in ujeti čim več žog za svojo ekipo. Vama je vse jasno? Absolutno. Kaj pa vem, ta žoga je kar hitra. No prav, zdaj pa poglejmo, kdo od vas je iz pravega testa. Kaj naj naredim? Ko žoga pride proti tebi, jo ujemi. Dobro, daj vse od sebe, Pinky. To počnem veliko dlje od tebe. Lepa brca. Dobro si rešila, Fluttershy. Proti tebi gre, Pinky. Brce salto. Hej, ta igra je lahka. Res je nekako zabavna. Kje se je Pinky Pie naučila tako brcati? In Fluttershy in ulov z vrtečim se repom je neverjeten. Dobro. Poglejmo, kaj zmorete še ostali. Nikar ne pričakuj, da me boš premagala 2-krat zapored. No, živjo, gospa žoga.
Hitro stran, metuljčka, preden pride žoga in vaju zadane. Ne. Ne. Dobro, poglejmo, kaj zmorete ostali. Ne. Definitivno ne. Ne. Ni šanse. Ne. Ne. In ne. To pa ni šlo tako, kot sem mislila. Aha, juhu! Res ni šlo. Ta igra je veliko bolj zabavna, kot sem si mislila. Natanko tako zabavna je, kot sem mislila. Juhu, zelo močna. Nosim svojo vodo, nosim svojo vodo v košarah teh. Snails, pazi! Osupljivo. Morali bi biti bolj pazljivi, lahko jih izgubita. Hej, Snails, lahko priletiš z eno od svojih košar? Seveda, kaj pa naj naredim z njo? Ujemi. A še kaj? Wow, Snails, naravni talent si v brcometu. In še dobro, ker nam zmanjkuje samo rogov. Misliš, da boš lahko igral z Applejack in Rainbow Dash proti jablovinčki ekipi? No, bom že izvedel. Plus potem, ko dostavim to vodo, v bistvu nimam kaj početi. No, Snails, s tabo v ekipi so ponijevci korak bliže temu, da zmeljajo jablovino. In po današnjem dnevu je jasno, kdo bosta druga dva igralca. Kaj misliš s tem? Mislila sem, da boste vidve z Dash igrali. Ja, če ne boste vidve zmleli jablovine, kdo jo bo? Vidve, očitno. Hočete, da mi dve igrava brcomet proti jablovini namesto vaju? To je neverjetno. Neverjetno in neverjetno. Daj no! Ne vem, kako to, ampak vidve sta res dobri v tej igri. In če to pomeni zmago nad jablovino, potem pa me prepusti mesto hitreje kot Granny Smith iz Košiči jabolko. Jaz tudi. Običajno bi bila tako navdušena, da vsi v Pojnijevcih računajo na mojo zmago, da bi kar tekla tekmovat, a vseeno si veliko boljša od mene. Oprosti, samo zabavala sem se. No, zabavaš se lahko po mili volji, samo da obenem izpršiš pleča pri Brnovi ekipi. Zabava mi je všeč. Iskreno, najprej me je bilo igre malo strah, ko pa sem se navadila, sem se imela precej dobro. Pa začnimo s to žurko. Odlično. A če hočete res poraziti jablovino, se boste morali zresniti. Zresniti? Kako zresniti? Z resnim treningom. Wow, to je videti pa intenzivno. No da, vidve boste predstavljali cele Ponijevce in še pomembneje, znajo. In zato boste pred jutrišnjim odhodom v jablovino vadili tako močno, kot bi mi dve. No, kar lotimo se. Snails se je že začel ogrevati. Dobro, če hočeš zmagati, moraš tole do konca natrenirati. Res? Pri tem je glaven nadzor nad žogo. Si nared? Gremo! Dajmo, hitreje! Saj nočeš, da Ponijevci izgubijo, ker se ne moreš bolj potruditi, kaj? Dobro. To, da lahko brcneš žogo v gol iz vseh smeri, je najpomembnejše pri tej igri. Če tako praviš. Ui. Juhu, wow. Ui, wow. Opa.
pa bo sloves brcometa družine Apple zavedno uničen. Kaj? Ups. Dajmo gas, gas, gas! No, dajmo! Vsak gol je za kmetijo sočno jabolko. In zame, in za Deš, in za vse ponijevce. Au! Hitreje! No, dajmo! Gremo! Kar tako dalje. Dajmo! Kaj za jabolko se je zgodilo z njima? Ne vem, prej sta kar pometli z nama na igrišču. No, dobro, dovolj bo za danes. Mislila sem, da naj bi naju treningi izboljšali. Morda pa potrebujeva malo počitka. Ali pa veliko počitka. Samo pazite, da boste pred jutrišnjim dnem z glavo pri igri. Vsi v ponijevcih računajo na zmago. Res nočem razočarati Applejack in Rainbow Dash ali kogarkoli drugega, a po tem treningu nisem preveč samozavestna. Morda nismo bili tako slabi. Morda sem upala, da si videla kaj, česar jaz nisem. Vem, da prijateljici hočeta zmago, ampak kako lahko celo mesto računa na naju, če pa večina sploh še ni slišala za brcomet? Ja, vem. Kako lahko razočarava ponija, ki sploh ne ve, da imamo ekipo? Ali da bomo igrali proti jablovini? Ja, mislim, da nama ni treba skrbeti. Ali biti presenečeni, če bi bilo komu v mestu sploh mar za to igra. Dajmo, ponijevci! Dajmo, ponijevci! Zmaga, zmaga, zmaga! Ponijevci! Ponijevci! Tako se dela! Vse bo šlo! Očitno je vse mesto navdušeno nad to igro. Dajmo, ponijevci! Gremo! Vse bo šlo! Zmaga! Bravo! Ponijevci! Malo smo šli po mestu in se hvalili z ekipo. Jep, hoteli so poskrbeti, da boste vedeli, da so vsi ponijevci z vama. Krasno. Baje vsi v mestu že načrtujejo parado za vas, ko se vrnete iz jablovine. To vam bo dobro delo. A res? Totalno! Kar razmišljajte vso pot do jablovine vseh ponijih, ki bodo proslavljali zmagovito ekipo ponijevcev. Stavim, da vam bo še princesa Celestija čestitala. Če vaju to ne spravi v pravo cono, potem ne vem, kaj vaju bo. Ne vem, o kateri coni govori Rainbow Dash, a prepričana sem, da nočem biti tam. Pa ti? Hej, vidve bi morali biti v pravi coni. Vidiš? Stvar je v tem, ko pomisliva na vse, ko pomisliva nase, nikakor ne bo šlo. Pa se sploh ne moremo v pravo cono, ker se cona sliši kot kak grozen kraj, kjer smo obupni pri brcometu in bomo izgubili in vse razočarali in nočem pa več igrati! Jaz bi še vedno igral, če vaju skrbi. Ne razumem. Talentirani sta. Zakaj nočete več igrati? Mogoče ju je govorjenje o tem, kako vsi poniji računamo na njo, nekako razburilo. Kaj? Kakšna traparija. Da poniji računajo nate je točno to, kar potrebuješ, da se osredotočiš In se zresniš in trdo delaš in se pripraviš, da totalno uničiš tekmece in... Nič od tega ne zveni kot Pinky ali Fluttershy, kaj ne? Najbrž ne. Tako so bili zatopljeni v to, kar je pomembno za naju, da smo uničili vso zabavo pri igri zanju. Kaj bova pa zdaj? Pinky? Fluttershy? Veva, da sta tu. Preiskali smo vse druge vagone vlaka. Morda jih morate še enkrat. Ja, ker naju niti slučajno ni tukaj. In sploh pa naju ni tu, če naju boste silili igrati proti jablovini. Ali proti komu drugemu. Žal nama je, da smo vaju razočarali, ampak bolje zdaj kot med tekmo proti jablovini.
Ni vama treba igrati proti jablovini. Da ne? Ne, mi dve bova igrali, zato vama sploh ni treba skrbeti za to. Zakaj pa niste rekli? Ampak ne moreva se spopasti z Brayburnovo ekipo brez vaje, zato prosiva, da zaigrate samo še enkrat. Proti nama. No, vem, da smo že prej pomešali ekipe, ampak ker zdaj res potrebujeva vajo, bova igrali proti vama. Ne vem, koliko boste lahko vadili proti nama, ker igrava prav obupno. Nič ne skrbita. Zdaj pa Jack potrebujeva malo telovadbe. Jep, le dajte vse od sebe. To pa lahko. Kaže, da prav res potrebujete vajo. Če bi radi še vadili, lahko nadaljujemo. Ja, to lahko počne cel dan. Ne, hvala. Igranje proti vama je tako ponižujoče zdaj, kot je bilo, ko niste skušali pokazati, kako carski sta. Čakaj. Kaj? Končno. Zagotovo ste videli, da niste več obupni. Ja, čudno. Ampak, zakaj ste bili prej tako obupni? Najbrž nekateri potrebujejo pritisk, drugi pa pač ne. In čeprav nisva igrali, sva vaju obravnavali kot sebe in vaju spravili v stres. In to vam je vzelo vso zabavo iz igre. In zaradi zabave zares super dobra igrata. Da sva dobri, še ne pomeni, če nam je preveč strah, da bi koga razočarali. Ja, kaj pa vsi ponijevci, ki računajo na zmago? Zagotovo bi radi videli zmago. A ne, če boste zaradi tega nesrečni. Zmaga ni nikoli vredna tega. No, kako pa naj njihove skrbeti? Naredite to, kot jaz in ne mislite na to. Resno, jaz ne razmišljam o ničemer. Nikoli. Meni je prav. In še z enim poskočnim golom Pike Vaj je zdaj izenačeno. Res ste neverjetni. Brainbird je zelo dober. In tisti Pegas tudi. Ne vem, če lahko zmagamo. Veste, kaj bi jaz naredil? Ne bi mislil na to. Ne bi mislil. O ja, to. In dokler se zabavate, je vseeno, ali zmagate ali ne. Meni se zdi tako bolj zabavno. In Pinky je zadela brco, a njen strel je zavrnjen. Nazaj k Brayburnu, ki mu je strel ponovno obranila Fluttershy. Naslednja točka zmaga. Veliko napetega preigravanja je tu. Fluttershy se je poslužila svojega značilnega obrata, a Brayburn je že tu. Ne, to je Pinky s svojo brco saldo. Kakšna brca in konec igre. Zmaga ponijevcev. Kaže, da ste pustili močan vtis. No, sestrična, priznati moram, da je ekipa ponijevcev res precej dobro igrala. Dobro igrala. Se vam je skoraj odnesla kopita. Ja, to bo pa držalo. Resno se bom moral lotiti strategije za našo naslednjo igro. Jaz ne bi bila preveč resna.
Ja, vsi vemo, da je skrivnost dobrega brcometa ta, da se zapavaš. Moj mali poni, moj mali poni. Moj mali poni. Za Minimax sinhronizira produkcija Falcon.